Ne želiš ti nobenemu, seveda ne želiš poškodbe, ampak lej, zato tudi gledaš, kaj je vse dovoljeno. Ampak ja, če gre ona stopi v ring s tabo, je pač ona vzela to tveganje, da bo poškodvana, čeprav ve, da je jaz ne želim. Jaz se ne bom, ne vem, cilala v hrbet, ker tudi ni dovoljeno, ampak če jaz dobim, ne vem, da vidim, da je ona v knockdownu, da je pač tik pred tem, da pade, bom pač dokončala, zato ker je tista, takrat vem, da zmaga je ziher moja, takrat mi je ne morejo zmago vzeti, pa ne glede na to, kako bi bili, ne vem, sodniki, kaj so gledali ali pa karkoli, ne. No in zanimivo je to, da jaz verjamem, da ima še vedno veliko tudi naših gledalk in gledalcev odklonilni odnos do, oni bi rekli, pretepanja, ne? Ampak recimo eno pravilo udarcev pod pasom v boksu ni in to se je v splošno kulturo vneslo. Skratka, udarec pod pasom se šteje, vsi razumejo, da je to nekaj, kar se ne sme, ampak v življenju jih povsod dobivamo v boksu in nikjer nismo kaznovani v boksu, si pa kaznovan, če to narediš. Tako je, si pa kaznovan, si pa diskvalificiran ali pa udarci v zatilje. Pač res je, tam je sodnik in vedno pas. Tam so zdravniki, tam je vse noben, tudi tako ponovati je spoštovanje tako veliko, tudi včasih, ki gledajo pred borbo, pa ne vem, se zmerjata recimo borca, ni to, da bi rekla jaz, da je to sovraštvo. To je samo, da mu probaš v glavo stopati, da on začne dvomiti vase, da ti dobiš nekako to mentalno prednost.